Tokrat v oddaji Bravo nogomet gostimo strokovnjaka za športni marketing in direktorja agencije Sport Media Focus Tomaža Ambrožiča, ki je razložil, kako so povezani šport, televizija in sponzorstva. V preteklem tednu smo videli kar 10 tekem v drugi slovenski nogometni ligi. Poleg rednih tekem 21. kroga sta bili odigrani tudi dve zaostali srečanji spomladanskega dela sezone 2017-2018. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Ljubitelice in ljubitelji nogometa znova prisrčno pozdravljeni. Teden je naokoli in znova smo skupaj v oddaji Bravo nogomet. Tokrat ne bomo govorili izključno o nogometu, ampak tudi o obrobnih temah tega zelo zanimivega športa. Danes smo v goste povabili strokovnjaka za športni marketing Tomaža Ambrožiča, s katerim bo govorila predvsem o trženju v športu. Gospod Ambrožič, pozdravljeni. Lep pozdrav. Zanima me, kako se kot navijač počutite v zadnjih 2 mesecih, potem ko vašemu klubu ne gre najbolje, predvsem v domačih tekmovanjih. Govorimo namreč o Arsenalu. Tisti, ki ne poznajo vašega navijaškega ozadja, ste kar goreč navijač Arsenala, ne? Drži, je pa tudi res, da sem za Arsenal začel navijati pravzaprav v obdobju, ko ni imel nobenih velikih uspehov. Po tistem obdobju, po sezoni 2-3-2-4, ko so nazadnje osvojili prvenstvo, celo brez poraza, takrat še nisem bil njihov navijač. Kakšno leto dni kasneje, ko sem pač imel priložnost obiskati Highbury in pa tekmo Arsenal-Middlesbrough, ki je Arsenal dobil 7-0 s 3 zadetki Thierryja Henryja. Takrat nekje sem začel navijati za njih, ampak to je bilo že obdobje, ko je pravzaprav Arsenal, kar se lovorik tiče, ni bil več tisti klub, kot je bil v preteklosti. Čeprav je res, da v zadnjih nekaj letih so bili 3 FA pokali, ki so nekako malce oblažili to sušo. Ampak dobro, treba je na te stvari gledati mogoče malenkost bolj racionalno, ne samo emocionalno, čeprav si želiš uspehov. Ampak v tem trenutku je to realnost kluba in upati moramo, da bodo stvari v bodoče kdaj spet takšne, kot so bile v preteklosti. V enem od intervjujev z vami sem prebral, da je vaša izkušnja kot navijač v vašem poslu za vas zelo pomembna. Na kakšen način in zakaj? Vsi pravzaprav, vsa ta športno-marketinška industrija, to, kar počne zato, da pride do navijačev, do tistih, ki spremljajo nogomet ali pa ostale športe. In če si seveda sam tudi navijač, če se znaš postaviti v kožo tistega, kateremu so vsa sporočila, aktivnosti usmerjena, potem lažje razumeš, kakšna je ta pot, kako navijač to dojema, kako sprejema vsa ta sporočila, kako pravzaprav ga lahko nagovoriš za to, da se bo odzval nazaj, da ustvariš to interakcijo in tako kot v vsakem drugem poslu. Če želiš nekaj nekomu prodati, se moraš znati postaviti v vlogo tistega, ki kupuje. Na drugo stran pulta, kot pravijo. In tudi v tem poslu, športno-marketinškem, te športne industrije, tako. Na koncu vse, kar se počne zaradi navijača, bodi si tistega na stadionu, v dvorani, bodi si tistega pred televizijskimi zasloni ali pa tistega, ki kako drugače spremlja medije, ki so povezani z športom. Koliko pa so k novim tržnim zgodbam pripomogli novi mediji? Klubi se jih kar precej pri nas se jih poslužujejo, verjetno globalno še veliko več in še veliko bolj kot pa v Sloveniji. Pojav socialnih omrežij je bil zelo pisan na kožo športnikov, športnih klubov, kajti zgodilo se je nekaj, k čemur so navijači že prej zelo močno težili, k bližjemu odnosu med navijačem in pa recimo, če govorimo zdaj v nogometu, med navijačem in nogometnim klubom. Pred pojavom socialnih omrežij so navijači novice o svojem klubu lahko prebirali le skozi časopise, poslušali po televiziji z nekim zamikom. Niso mogli biti v neposrednem stiku z svojimi vzorniki, z največjimi zvezdniki. Danes pravzaprav mediji seveda še obstajajo na drugačen način, so še neki način posredniki med temi posredniki teh zgodb, ampak navijači preferirajo neposredne zgodbe. Se pravi občutek, da zveš takoj, ko klub nekaj objavi, ko sam športnik nekaj objavi, ko pravzaprav lahko pokukaš v njegovo zakulisje.
da navijaču občutek, da je pravzaprav le korak stran in možnost tudi občasne interakcije, se pravi, dobiti občutek, da te tudi klub na drugi strani ali športnik spremlja, da te opazuje, kako komentiraš, se pravi, da imaš občutek, da bo morda tvoje mnenje na nek način opaženo, uslišano, to daje eno zelo veliko težo temu in danes lahko vidimo, da so največji športni, največji nogometni klubi imajo neverjetno število sledilcev na teh socialnih omrežjih in ti sami klubi so pravzaprav postali bistveno močnejši po številu sledilcev, kot so recimo največji svetovni mediji. In ta slika se je popolnoma obrnila. Včasih, če pač nisi bil v mediju, te ni bilo. Danes pravzaprav to ne pomeni dobesedno, da te ni, če nisi v mediju. Seveda so mediji zelo pomembni, ampak ta neposreden kontakt je pa še pomembnejši. In tega se tudi klubi zavedajo in klubi, vsaj tisti, ki to dobro znajo delati, postajajo močnejši, vplivnejši od določenih medijev. Predvsem pa imajo vse v svojih rokah. In navijačem ta neposredna vez izjemno veliko pomeni. V 21. krogu druge slovenske nogometne lige je bilo odigranih kar precej nogometnih tekem, zato si poglejmo prvi del vrhuncev 21. odigranega kroga druge SNL. Dve tekmi 18. kroga sta bili prestavljeni in sta se tako igrali šele konec meseca marca. Roltek Dob je gostil Brežice, Terme Čatež in na domačem stadionu zabil en zadetek, enega pa so domačini tudi prejeli. Pojdimo lepo po vrsti, videli ste že prvo akcijo, sicer pa je prvi zadetek padel nekoliko kasneje v drugem polčasu, v 59. minuti je bil uspešen Dejan Urbanč in vodstvo gostov z 0:1. Domačini so izenačili, Kristjan Šipek je bil uspešen v 85. minuti, tako je domačim ostalo še približno 5 minut za to, da bi zadeve obrnili povsem v svojo korist, a se to naposled vendarle ni zgodilo. Torej, nogometaši Roltek Doba so ob zaključku tekme prišli do izenačenja na obračunu proti Brežice Terme Čatež. Zarica Kranj, Kalcer, Radomlje, 3 zadetki, vsi 3 v gostujoči mreži. Vse skupaj se je začelo v 42. minuti, torej ob koncu prvega polčasa. Matic Kopač je bil uspešen za 1:0 v korist domače ekipe. Tim Oman je sredi drugega polčasa povišal vodstvo na 2:0. Tole je sicer nesebična podaja in potem tudi sam zaključek Tima Omana za izdatnejše vodstvo domačinov, potem pa še strel z bele točke, kazenski strel Elvis Beganović. 3:0, 86. minuta in s tem je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Zarica Kranj, Kalcer, Radomlje, torej ob koncu 3:0. To je sicer še ena priložnost, ki so jo domači imeli, a vendarle je tele četrte potem niso izkoristili in ostalo je, kot že rečeno, pri 3:0. Tole so rezultati 21. kroga druge slovenske nogometne lige. Nafta Zarica Kranj, srečanje bo 17. aprila, torej edina tekma, ki je prestavljena. Vsi rezultati z ostalih obračunov pa tudi na zaslonu. Najvišja zmaga je pripadla Murašem, ki so po porazu na domačem igrišču proti Nafti na večnem prekmurskem derbiju tokrat vso jezo stresli nad Veržejem in ga porazili s kar 8:0 na gostujočem terenu. Četa Anteja Šimundže je strelski pohod odprla v 10. minuti. Luka Šušnjare je bil uspešen za 0:1. Zvonimir Žiger 8 minut kasneje, torej v 18. minuti za 0:2. S tem se Moraši še niso zadovoljili, zlasti ne v prvem polčasu, kajti Nik Lorbek je potem zabil v 25. minuti. Po podaji iz kota dobro se je znašel na drugi vratnici in gostje so tule že imeli 3 zadetke prednosti. Potem pa še Nino Kouter v 30. minuti za 4. gol gostov, tudi malce nesrečno posredovanje domačega vratarja Nina Irgoliča v tej situaciji.
Amadej Maroša je v 40 minuti poskrbel za 5-0, to je bil lahek zaključek za Amadeja Marošo v zaključku prvega polčasa. V drugem delu pa še 3 zadetki Murašev in sicer znova Nik Lorbek, njegov drugi gol na tekmi, sicer v kazenskem prostoru, kjer se je dobro znašel in potem z levico tudi neobranljivo meril. 62. minuta. Za 6-0, 7-0, pa potem po akciji, ki se je začela pravzaprav že pred vrati vratarja Mure, Kristjana Matoševića, no v napadu pa je za 7-0 poskrbel Amadej Maroša, 64. minuta in potem še zaključek tekme, 90. minuta, Arpad Vaš za končnih torej 8-0, tule je bil brez moči vratar domačih in tako je četa Anteja Šimunže dosegla visoko zmago, 53 točk ima Mura in je gladko na prvem mestu, 6 točk prednosti pred Dravo s Ptuja. Skok na obračun med Jadranom Dekani in AŠK Bravom. 5 golov na koncu, domači navijači niso imeli kaj veliko razlogov za veselje, kajti kmalu so se znašli tule v težavah. Že v 9. minuti je namreč domačega vratarja Anžeta Rupnika premagal Milan Džajić, tole je še počasen posnetek. Domen Jugovar je minuto kasneje, pravzaprav že v naslednji akciji, povišal prednost na 2-0, tule sicer prejel krasno asistenco in potem tudi odlično zaključil. Nekaj upanja za domačine po golu Jana Palčiča v 21. minuti, 1-2. Jan Palčič se je dobro znašel pred vratarjem Igorjem Vekićem, bil je pred njim in tudi neobranljivo streljal, kajti situacija je zanj bila zelo, zelo enostavna, lahko rečemo. 37. minuta in eden izmed najboljših golov absolutno tega 21. kroga, Marko Klemenčič. Potem pa pojdimo še v 82. ko je bilo praktično vprašanje o zmagovalcu že jasno. Kristjan Sredojević, nesebična podaja v sredino, Sredojević iz oči v oči, Anže Rupnik je poskusil narediti vse, kar je bilo v njegovi moči, a kljub vsemu ostalo je Jadran Dekani, AŠK Bravo 1-4, Bravo je 7, ima 31 točk, 33 pa Jadrana mesto višje. Dob je v 21. krogu gostil Dravo Dakindo, Dravo s Ptuja, torej pomembna tekma, zlasti seveda za štajersko ekipo, ki se želi močno vmešati v boj seveda za vrh v našem tekmovanju, drugoligaški konkurenci. Prvi zadetek je padel v 9. minuti, gostujoči Matijas Olubori Fanimo je zabil za 0-1, 1-1 v 72. minuti Senad Jarović in pa potem še 93. minuta za 3 točke gostov, za 3 točke Drave, Jon Šporen. Torej, Dob Drava 1-2, Drava je druga 47 točk, Dob pa na 9. mestu 27. Gospod Ambrožič, prej sva govorila o novih medijih, ampak televizija še vedno obstaja in je še vedno eden od vodilnih medijev, ampak kar zadeva športa in televizijskih pravic, pa so se v tem zadnjem obdobju prav tako močno povzpele in dvignile. Kaj je razlog temu, da so televizijske pravice sedaj toliko dražje? No, verjetno govorimo o tistih najbolj zanimivih športnih dogodkih, najbolj prestižnih, tistih, ki pritegnejo največ pozornosti. Enostavno so dražje zato, ker je povpraševanje po njih večje. Vedno je to posledica dogajanja na trgu in tisti produkt, ki se uspe dobro razviti, in imamo nekaj takšnih primerov, še posebej v nogometu, bodisi na ligaškem nivoju, bodisi na nivoju, kot je Champions League in podobna tekmovanja, po njih povpraševanje raste. Povpraševanje raste ne samo v Evropi, predvsem raste izven Evrope, torej v tistih novih trgih, kjer so novi gledalci, in vedno večje zanimanje na koncu povzroči konkurenčni boj med televizijami, med mediji, ki želijo pridobiti te ekskluzivne pravice. Dejstvo je, da se je način gledanja televizije v zadnjem obdobju zelo spremenil, da ljudje gledajo takrat, ko imajo čas, da pa šport ostaja, bom rekel, paradni konj televizije ravno zaradi
posebnosti teh živih prenosov. Enostavno si nogometnih tekem ali drugih športnih dogodkov v posnetku danes redko kdo si jih ogleda oziroma draž spremljanja je povsem drugačen, kot je to pri filmih, pri oddajah in pri ostalih vsebinskih formatih. Zato to ne preseneča. Konec koncev na svetu nas je vedno več, število prebivalcev raste, konec koncev se tudi dogaja, da je vedno več držav, kot jih je bilo v preteklosti. Znotraj teh držav je vedno večji konkurenčni boj med posameznimi mediji in ja, moram reči, da sem že sam tudi v preteklosti mislil, da se bo ta rast nekje ustavila, pa očitno temu ne bo tako. Očitno je še prostor za rast in denar, ki se zliva v določene dogodke, je res neverjeten. Tudi v Sloveniji, ko govorimo o drugi slovenski nogometni ligi, se je, kar zadeva medijske prepoznavnosti, v letošnji sezoni obrnilo na bolje. V krovni organizaciji so stopili korak dlje, tudi TV prenosi so sedaj v drugi slovenski nogometni ligi. Ampak mene zanima predvsem, kako tržiti produkt druge slovenske nogometne lige oziroma produkt, ki je na manjšem prostoru, ki nima tako močnega trga za sabo. Je sploh mogoče? Najverjetneje se na nek način da. Zagotovo. Druga liga je produkt tako kot prva liga. Morda v preteklosti ni bila prepoznana kot produkt. S tem povečanjem druge lige na 16 članov, mislim, da je Nogometna zveza res storila pravi korak in to se je zelo hitro pokazalo. Osebno se mi ne zdi, da je za drugo ligo trg manjši kot za prvo ligo. Konec koncev slovenski trg je sicer res da majhen, to je glavna ovira tudi pri sami vrednosti tako televizijskih, medijskih kot pa marketinških pravic v Sloveniji, kajti omejeni smo številko 2 milijonov prebivalcev. Vendar po drugi strani druga liga nagovarja 16 sredin. Razpršena je celo nekoliko bolj kot prva liga, enakomerno po celotni Sloveniji. In tudi če gledamo primerjavo v ostalih državah, se nekje druga liga vedno v paketu povezuje s prvo ligo, kajti to sta tista dva osnovna nivoja razvoja nogometa v posamezni državi. Zelo pogosto se tudi medijske pravice tržijo skupaj in se ustvarja, ali bodi si Nogometna zveza, bodi si klubi oziroma združenja, ki vodijo te stvari, poskušajo skupaj ustvariti produkt. Tudi zaradi prehoda klubov iz prve v drugo ligo in obratno, da ta prehod, ta razmak ni prevelik. In moram reči, da sem kar optimističen, tudi po vseh številke kaže na to, da je druga liga zanimiva, da ima svoj tržni potencial, se pa moramo zavedati, da je omejen ta tržni potencial. Ne samo zaradi teh 2 milijonov prebivalcev, tudi zato, ker smo Slovenci resnično fenomen v svetu, ker imamo tako veliko število športov razvitih na relativno veliki ravni in ne glede na to, da včasih govorimo o številkah nekaj 100 na posameznih tekmah, so to realne številke glede na velikost mest, primerljive morda za določenimi drugimi sredinami, ki so v tujini bistveno večji, ampak odstotek prebivalstva, ljudi, ki živijo, ki se potem udeleži posameznih dogodkov, pa moram reči, da je kar primerljiv. V določenih sredinah seveda celo ekstremno presega, tako pri nas v prvi ligi, kot tudi v drugi ligi. Ko je govora o drugi ligi, so sedaj na vrsti še drugi vrhunci 21. kroga druge slovenske nogometne lige. Skok na ljubljanski, lahko rečemo, derbi Ljubljanske kotline, bolje rečeno Ilirija 1911 je gostila Kalcer Radomlje. Na koncu 3 zadetki, 2 v domači mreži, 1 v gostujoči. Tole je že prva situacija, ko je uspešno zaključil Luka Cerar. Šlo je za drugo minuto dvoboja, potem pa avtogol Gala Primca. 51. minuta, podaja s kota domačega kapetana Žige Vidica in žoga se je nerodno odbila od Gala Primca za hrbet vratarju Davidu Adamu in pa vendarle gol za vse 3 točke gostov. Ernest Grvala, šlo je za samostojno akcijo, lahko rečemo 54. minuta za 1-2.
Ilirija 1911 z 21 točkami po 21 tekmah na 11. mestu, KC Radomlje 34 točk in na 5. poziciji. Nogometaši Brežic so doma morali priznati premoč Cherry Box 24 Taborju Sežane. Domači so sicer tekmo zelo solidno odprli, skušali in pokazali to, da bodo trd oreh za gostujočo ekipo. Toda Tabori Sežane je uspel priti do kazenskega strela in Leon Sever, ki velja za enega izmed najbolj obetavnih nogometašev v drugi slovenski nogometni ligi, je 11 metrovko uspešno izvedel. Pisala se je 53. minuta, edini zadetek na obračunu je bil tole. Jan Račič ni imel pravih možnosti ob strelu Leona Severja in Tabor je s tole zmago prišel na 4. mesto s 35 točkami. Tako visoko leto še ni bil, Brežice so na 12. poziciji. Skok še na obračun Brda Krka. Tudi tule en zadetek, ki je odločil srečanje, in sicer gol, ki ga je dosegal Grega Debenjak, 76. minuta, in moštvo, ki ga vodi nekoč naš reprezentant Tonči Žlogar, je prišlo do zmage z 1-0. Vse 3 točke torej v domačem Taboru. Krka jih ima 30 in je 8. Brda z 20 točkami po 20 odigranih srečanjih imajo tekmo manj, pa na 14. mestu. Zdaj še skok na obračun, kjer smo videli kar 6 golov, in sicer Rogaška, ki igra v letošnji sezoni toplo-hladno, 4, Fužinar na koncu 2. Rogaška, ki je veljala za favorita v temle dvoboju, je tudi povedla. 27. minuta, Alen Neskič 1-0. Potem je v 33. minuti izenačil Mario Rokavec za gostujočo ekipo. Torej, gostje, ki so v spodnjem delu absolutno zelo blizu samega repa, lahko rečemo, druge slovenske nogometne lige, so tukaj prišli do izenačenja. Še v prvem polčasu pa še 2 zadetka. Aleksandar Močič, 44. minuta, 2-1, in potem v 45. minuti, torej v samem zaključku prvega polčasa, izenačenje. Ponovno pa je bil strelec za goste Mika Mario Rokavec. Tako sta ekipi odšli na odmor z neodločenim izidom. Nejc Brodnjak v 48. minuti je takoj pokazal, da si Rogaška tule absolutno želi zmage, da pa je Rogaška na tele tekmi tudi strelsko zelo razpoložena, je dokazal Marko Šlogar, ki je v 90. minuti poskrbel za 4-2. To je bil tudi končni izid. Fužinar s 15 točkami na predzadnjem mestu, 5 točk več ima od Veržeja, ki je zadnji. Rogaška ima 8 točk več, torej 23, in je trenutno na 10. poziciji. Tule torej sama lestvica, Muraši vodijo 53 točk, Drava 47, sledi še Nafta temu ritmu z 39. Tabor je malce poskočil po lestvici in jih ima 35, na zadnjih 2 mestih pa Fužina, Ravne in Veržej. Gospod Ambrožič, kot direktor Sport Media Focusa ste v svoji sedaj 10-15-letni zgodovini podjetja bili del 2 velikih slovenskih športnih dogodkov, Eurobasketa 2013 in pa nedavnega Evropskega prvenstva v futsalu. Sta to 2 največja projekta, ki se jih je lotila vaša agencija? Ja, pravzaprav teče že 21. leto, kar delujemo, ampak ja, sta zagotovo. Eurobasket 2013 je dogodek, ki ga bo po mojem mnenju, vsaj v tistem delu, kjer smo bili vključeni, zelo težko ponoviti. Bil je kot celota izjemno uspešna zgodba, še posebej v enem precej nehvaležnem času, v katerem je bila Slovenija v kar močni gospodarski krizi, in izvesti takšen dogodek, zbrati toliko denarja, konec koncev se pokriti sam s takim dogodkom, je bil ne samo velik izziv, na koncu tudi velik uspeh. To je bilo prvo evropsko prvenstvo, ki je prineslo pozitiven finančni skupiček.
za organizatorja Košarkarsko zvezo in moram reči, da smo bili vsi, ki smo bili del tega tima, na ta del zelo ponosni. Naše delo je bilo vezano na pridobivanje sponzorjev in tudi moram reči, da smo v tistih časih uspeli narediti delo, ki je vse skupaj tudi nas presenetilo, kar se tiče prihodkov. Ampak izkoristili smo potencial, ki ga je dogodek imel, ne samo v Sloveniji, ampak v širši Adriatic regiji in mislim, da smo produkt, kakršen je bil, znali dobro predstaviti potencialnim partnerjem in tisto, kar je bilo meni osebno takrat najpomembneje, je to, da so po koncu prvenstva vsi partnerji dejali, da so bi še enkrat ponovili, če bi imeli priložnost, kar pomeni, da so dobili tisto, kar so pričakovali oziroma kar so vložili. Evropsko prvenstvo v futsalu pa je bil drugi tak, hkrati znova velik izziv, še posebej zato, ker futsal vendarle ni tako močno razvit šport v Sloveniji kot recimo košarka ali drugi športi in pričakovanja, ki so bila pred našo agencijo postavljena v smislu zagotavljanja promocije za ta dogodek, so bila zelo visoka in ni bilo veliko, ki so verjeli, da se lahko razproda dvorana na takem prvenstvu. Nam je to skupaj s celotnim timom, nogometno zvezo, ki smo se tega lotili, uspelo kar 4-krat v 10 tekmovalnih dneh in to je bil dokaz, da lahko, kako se da sam produkt pravilno zasnovati, ga spromovirati, če ima za to dovolj časa, konec koncev tudi dovolj finančnih sredstev za to, čeprav se z denarjem absolutno ni razmetavalo in je bila promocija zelo ciljno usmerjena, predvsem skozi digitalne kanale, skozi socialna omrežja, skozi to, da smo futsal družino, ki v Sloveniji obstaja, poskušali povečati na nek način, da ta šport približamo tudi ostalim, ki ga morda v živo nikoli niso spremljali, vsaj ne na takem nivoju, kot smo ga imeli priložnost spremljati v Ljubljani. In največje zadoščenje absolutno je bilo na finalni dan, ko sicer brez nastopa lastne reprezentance Slovenije, ko smo pač dosegli to, da je bila dvorana razprodana, da kart več se ni moglo dobiti in to je odmevalo tudi izven Slovenije, tudi na UEFA so bili presenečeni in zelo veseli nad tem dosežkom. Sicer smo se primerjali z zadnjim gostiteljem Beogradom, ki pa je v primerjavi z Ljubljano neprimerno večji, kar 6-krat, 7-krat po številu prebivalcev in naše številke pa so bile na koncu praktično enake, ob tem, da je na prvenstvu predtem v Srbiji srbska reprezentanca igrala v tekmi za 3. mesto in je bila dvorana razprodana na finalu zaradi tega dejstva, ne za to. Videli smo tudi primer Evropskega prvenstva v rokometu na Hrvaškem, kjer recimo brez nastopa hrvaške reprezentance dvorana ni bila razprodana na zaključku, tudi ne na Evropskem prvenstvu v košarki v Turčiji. In to je nekje bil dokaz, da produkt, če je dober, če ga znaš pravilno z njim komunicirati, konec koncev ga tudi tržiti do navijačev, da se to da narediti. Ko govorimo o vaši agenciji, nikakor ne moremo mimo Sporto konference. Leta 2004 ste jo prvič organizirali, pa me zanima, kaj je bil ključni dejavnik, da je Sporto konferenca danes tako prepoznavna konferenca in da je na tem področju Evrope praktično vodilna v druženju marketinga in športa. Ja, predvsem to, da smo v začetku vedeli, kaj hočemo narediti in da smo uspeli vztrajati toliko časa. Prvih nekaj let se tudi ta dogodek kot sam ni pokrival. Če ne bi v to verjeli, skupaj s sodelavci v agenciji, bi verjetno že prej obupali in se ustavili. Ampak predvsem nas je pa pri tem vodila želja po dodatnem znanju. Potem, da smo se zavedali, da ne samo v Sloveniji, tudi v regiji, v kateri delujemo, se pravi recimo ta Adriatic regija, da enostavno v tej športno-marketinški industriji je premalo znanja, premalo izkušenj in primeri dobrih praks iz drugih držav znanja so bila tukaj zelo iskana. In če uspeš to združiti skupaj tudi za samo izvedbo dogodka s pravilnim načinom nagovarjanja in pa z neko atmosfero, ki se tam ustvari, ki ustvarjajo udeleženci, ki na ta dogodek pridejo, potem rata produkt in moram reči, da sem tudi sam osebno kar zelo ponosen tudi na znamko Sporto, ki se je razvila v teh 15 letih, ker odraža na nek način vse to, kar mora dobra znamka odražati. Ampak znotraj predstavlja neke vrste mozaik, katerega je bilo vnešenega
veliko majhnih delcev na različnih področjih strani celotne ekipe, ki je v tem obdobju to delala in danes smo na to delo ponosni in nam priznanja izrekajo tudi v tujini predavatelji, ki se nam odzovejo. Počasih se nam zdi nemogoče, da bi koga od njih dobili na takšen dogodek, kajti Slovenija kot država ali pa kot regija njim pri njihovem delu praktično ne pomeni nič. Vsi podhajajo z izjemno pozitivnimi izkušnjami iz Portoroža. Gospod Ambrožič, najlepša hvala za vaš čas in pa za pogovor z nami. Vam, spoštovane gledalke, pa hvala za vašo pozornost. Pred koncem poglejmo, kaj zanimivega je bilo na družabnih omrežjih. Mi pa se vidimo znova prihodnji teden v novi oddaji Bravo nogomet. Radomljani so imeli precej smole z odpovedanimi tekmami v spomladanskem delu sezone. Ritem tekem pa je načel njihovo formo, a praznični ponedeljek jih je očitno vrnil na stare tirnice. Nogometni klub Brda doživljajo preporod v spomladanskem delu prvenstva, saj so nanizali 2 zaporedni zmagi in se zaenkrat izognili zadnjima 2 mestoma. Mladi napadalec Tabor Sežane Leon Sever je že drugič zapored zanesljivo zabil z bele točke. Tokrat je bil to odločilni gol proti nogometnemu klubu Brežice. Še enkrat poglejmo najlepši gol 21. kroga. Pod pravo mojstrovino se je podpisal član AŠK Bravo Marko Klemenčič.